Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovano predsedstvo, mi smo danes cel dopoldne poslušali, kaj bi bilo treba narediti, malo smo pa zvedeli od tega, kako. Ker problem ni how to know, problem je how to do. V mojem predavanju bom skušal biti zelo kratek, sem pripravil osnovo za energetski koncept Slovenije, ki bi ga lahko uveljavili v naslednjih 50 letih, kajti delati sonaravni energetski sistem pomeniti biti v procesu, ki traja bistveno dalj časa. V 20 letih se je marsikaj zgodilo, od spremembe družbenega reda, nesreč v Černobilu in Fukušimi, v odpovedi jedrski energetiki v Nemčiji, tudi v Japonskem, deloma v Franciji, to, da ni rešeno skladiščenje visoko radioaktivnih odpadkov, v ZDA naj bi to rešili do leta 2040. Trgovina s fosilnimi gorivi je prvovrstno politično vprašanje in tako dalje. Vendar bistvo je v tem, da mi v Sloveniji trenutno dajemo 2,6 milijarde ali 7,6 bruto družbenega proizvoda za uvoz goriv ali 12,3% vsega izvoza. Z ozirom, da kupujemo goriva po nominalni ceni, to se pravi po realni ceni, naš družbeni proizvod se pa običajno računa po tako imenovani kupni moči, je seveda tukaj veliko vprašanje in velik razkorak, kako to spremeniti. 12% izvoza damo za goriva, ampak naš izvoz je izvoz z nizko dodano vrednostjo. Problem, ki ga imamo mi in ki ga danes zjutraj kolega, ki je predstavil zakon, ni nič omenil, je, da smo mi tik pred zdajci. Mi smo v Evropi obljubili 25% obnovljivih virov do leta 2020, trenutno stanje po energetski bilanci 2013 imamo 14%, odnosno pri končni energiji 10%, torej mi moramo v obeh primerih do leta 2020 povečati delež obnovljivih virov za 30 petadžulov. To je 30.000 teradžulov. To ni majhna številka. Kdor se s tem ukvarja, ve, kaj to pomeni. In seveda to, da vlada mirno čaka, kaj se bo zgodilo leta 2020, je problem. Jaz se vprašam, kako do nove rešitve. Sonaravni energetski sistem mora izpolniti najmanj 6 glavnih zahtev. Prvič, vir energije mora biti neomejen in povsod razpoložljiv. Nosilci energije ne smejo povzročati emisij. Energija mora biti na razpolago v vsakem času in v vseh potrebnih oblikah, trdi, tekoči, plinasti ter kot elektrika. Nov energetski sistem, kar je izjemno pomembno, mora uporabljati obstoječo infrastrukturo z minimalnimi dopolnitvami. In v prehodnem obdobju, naslednjih 20-30 let, morata oba sistema brezmoten paralelno delovati. In na koncu mora biti konkurenčen ob vključevanju vseh nepriznanih stroškov, ki jih povzročajo fosilna goriva. Namreč mi govorimo o eksternih stroških. To niso nobeni eksterni stroški. To so nepriznani stroški pri gospodarjenju s fosilnimi gorivi. Ali lahko sončna energija pokriva naše potrebe? Mislim, da to ni dileme. To vsi vemo, to da pogledajte en podatek je zelo pomemben. 3000 exadžulov na leto se porabi na svetu za rast biomase. To je 0,08% energije, ki prihaja na zemljo. Za veter se spremeni približno 2250 exadžulov. CO2, ki se veže s pomočjo sončne energije v biomaso, je po podatkih znanstvenikov 200 gigaton na leto. Ne pozabite, današnja emisija CO2 je 32 gigaton ali 6% letno vezanega CO2 v biomasi. To pomeni, da le z 8,8% bioloških odpadkov mi lahko pokrivamo vse naše potrebe. Kateri bodo glavni nosilci energije v bodoče, po moje? Prvič, brez dvoma elektrika iz obnovljivih virov energije. Dokler ne bomo dosegli te proizvodne, ki jo potrebujemo, seveda tudi vsi ostali viri. Ne izključujem tudi jedrske. Drugi je metan.
In tretji je metanol. Bioetanol mogoče v prehodnem obdobju in na koncu imamo še dva, to je dimetil eter in sintetični dizel iz organskih odpadkov in biomase v prehodnem obdobju, kajti oba se lahko uporabljata v vseh sedanjih vozilih brez zamenjave. Poleg tega mi imamo danes tehnologijo, da iz vseh organskih odpadkov lahko delamo direktno dizel visoke kakovosti. Prva taka tovarna uspešno deluje na Hrvaškem, druga je na Poljskem, tretja v Turčiji in tako dalje. In v Nemčiji. Vprašanje zakaj? Zakaj te tri nosilce? Metan in metanol imata samo en ogljikov atom, ki ga mi lahko dobimo pri njihovi sintezi iz biomase. Vodik bomo po znani tehnologiji dobili s pomočjo hidrolize vode, z viški solarne elektrike in s tem smo rešili problem kemičnega hranjenja sončne energije. In zakaj ne bioetanol? O tem je veliko govora in danes smo milijarde vložili v bioetanol. Naj vam povem en podatek, ki vas bo vse presenetil. V Braziliji, kjer je najboljši pridelek sladkornega trsa, je pridelava približno 5,26, mi imajo sevanje 5,26 kWh na kvadratni meter, pridelajo iz tega trsa na najboljši zemlji z najboljšim soncem približno 7000 litrov na hektar bioetanola. To je podatek, ki je dokazan. Če to pretvorimo v energijske enote, je to 6,1 MWh na leto in hektar. Če primerjamo celotni izkoristek od sonca preko biomase, sladkornega trsa do bioetanola je celotni izkoristek procesa 0,032. Če pa bomo s tem bioetanolom naredili še elektriko, z izkoristkom 50%, bo ta izkoristek 0,016. Ali ima človeštvo kaj bolj pametnega, da dela, kot pa na ta način pripravlja goriva? Verjetno da. Če primerjamo to s sedanjim izkoristkom fotonapetostnih elektrarn s približno 14% močjo, potem dobimo z njimi na istem hektaru približno 436-krat več energije, kot pri predelavi sladkornega trsa v bioetanol. To so dejstva. Jaz sem to pred 2 leti sporočal na kongresu za biomaso in biodizel in niso verjeli, so šli preveriti in so mi dali prav. Torej, mi moramo narediti kaj bolj pametnega. Torej, biomaso je potrebno uporabljati zelo smotrno. Moja misel je, da kurjenje biomase za pridobivanje nizkoekserzijske toplote je zadnja tehnologija, to so naše daljinska ogrevanja na biomaso, ki smo jih forsirali. Če delamo v kogeneraciji elektriko še, ampak biomasa je kemično skranjena sončna energija in v njej je toliko ogljika in vodika, da mi lahko z njim v sintezi naredimo bistveno več goriva, kot pa da ga kurimo. Tole je sistem, ki je bil že predlagan leta 2003. 11 let je minilo, odkar sem jaz to prvič predlagal po svetu in vedno bolj se bližamo tej rešitvi. Metan, metanol so znane snovi, za katere imamo vse tehnologije. Metanol delamo v Sloveniji, metan znamo sintetizirati, dimetil eter je praktično enako kot dizel in bistvo je v tem, da mi za ta tri nosilca ne potrebujemo nove infrastrukture. Črpalke za tekoče gorivo ostanejo, plinovodi ostanejo in daljnovodi in elektronapeljave ostanejo. Mi se samo priključujemo na obstoječo infrastrukturo. Zato menim, da je ta usmeritev dolgoročno pametna. Ali so učinkovita raba energije in nove rešitev za Slovenijo in svet? Učinkovita raba energije je pogoj za uporabo obnovljivih virov, vendar to ni dolgoročna rešitev, ker je tehnološko omejena. Ti lahko do neke mere varčuješ, ampak ko prideš do konca, je pa treba začeti delati zares. In tudi dvom, da bi 40% mi lahko v naslednjih 10 letih prihranili z učinkovito rabo energije, je zelo utemeljen. Seveda, obnovljivi viri so pogoj za večjo energijsko neodvisnost Slovenije,
Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov pa je primarni pogoj za predlog sonaravnega energetskega sistema. Tudi vetrnice, spoštovana kolegica, tudi hidroelektrarne tam, kjer je sulc, pa tudi še kaj drugega bomo morali narediti v kombinaciji, če hočemo biti optimalni. No in kot sem že omenil, gretje z biomaso je zadnja tehnologija, ki bi jo lahko podprl. Biomasa mora predstavljati osnovno surovino za sintetičen dizel, zelo cenena tehnologija, dimetiljeter in na koncu metan in metanol kot goriva prihodnosti. Kaj mi rabimo? Mi rabimo 200 petadžulov na leto končne energije. Če bomo kaj privarčevali zdaj z 1,5% na leto, bo mogoče nekaj manj, ampak to je današnja situacija. Od 200 petadžulov imamo mi 30 petadžulov že iz obnovljivih virov danes. Torej, mi potrebujemo 170 petadžulov, ki jih je pridobiti treba iz tehničnega potencijala obnovljivih virov, ki je približno 74-krat večji od naših potreb. Govorimo o tehničnem potencijalu, ne o teoretičnem. In to se pravi z upoštevanjem geotermalne energije. Če rečemo, da je v široki porabi 40 petadžulov in da tu lahko prihranimo 50% z izolacijo stavb, nam ostane 20 petadžulov še, kjer jih moramo nadoknaditi z drugimi viri. Pri tem je pa logično, da jih lahko pokrijemo z uporabo toplotnih črpalk in deloma z biomaso na bolj oddaljenih področjih. In pri grelnem številu rabimo 4, rabimo zato cirka 1400 gigavatnih ur elektrike in to je vse. Ali lahko to elektriko dobimo iz sonca, za toplotne črpalke bomo kasneje videli. Promet? Promet je velik problem. Tako kot je že prej kolega omenil iz ministrstva, mi lahko na prometu prihranimo cirka 10% za zamenjavo avtomobilov. Če bi se država odločila in bi prepovedala kupovanje, odnosno visoko obdavčila vozila nad 1200 kubičnih centimetrov volumna, potem bi bila zadeva bistveno drugačna. Mi bi drastično zmanjšali porabo in seveda, če bi se vsi mogli voziti z javnimi prevoznimi sredstvi. Iz odpadne biomase, ki jo imamo v Sloveniji, govorim o odpadni biomasi iz polja in iz gozdov, je mogoče po izračunih narediti približno 13% tekočih goriv, predvsem za domača tovorna vozila in kmetijsko mehanizacijo. Nekaj bomo lahko pokrili s hibridnimi vozili z elektriko in sinteznim plinom, vendar ne več kot 20% do naslednjih 20-30 let. Vi morate računati, da se tehnologije ne uvajajo čez noč. Torej, nam še vedno ostane v prometu vsaj 39 petadžulov, ki jih bo treba oskrbovati s fosilnimi gorivi. Pri najboljšem računu je to do leta 2050 treba računati. Industrija. 54 petadžulov nam ostane v industriji, kjer bodo pa brez dvoma rabili fosilni plin in elektriko. Ali bo to obnovljiva ali ne, je vprašanje. Dejstvo pa je, da za uresničitev takega koncepta potrebujemo veliko elektrike iz obnovljivih virov. Ali je to možno? Sedanja proizvodna elektrika iz fosilnih goriv in jedrske elektrarne je približno 9000 gigavatnih ur. In to moramo mi nadomestiti z obnovljivimi viri, če bomo ostali pri konstantni rabi končne energije. Nove hidroelektrarne za akumulacijo pravijo, da je možno narediti, kajti naš tehnični potencial v Sloveniji je ocenjen na 6500 gigavatnih ur. To je veliko. Energija vetra je bolj skromna, tu se ni treba bati, kolegici, mi imamo kvečemu, če bomo spravili skupaj 200 megavatov, ampak letna proizvodnja je 240 gigavatnih ur, kar je malenkost napram vsem ostalim, kajti veter slabo piha. Geotermalna energija je naša velika neizkoriščena možnost, ki se jo trajno otepamo. Vendar to, kar ste vi govorili, da imamo mi ORC proces na biomaso, ta proces mi lahko uporabimo v geotermalni energiji
in mi računamo na najmanj 150 megavatov geotermalnih elektrarn na severovzhodu Slovenije in s proizvodno na 1200 gigavatnih ur, kajti te elektrarne geotermalne lahko delujejo v pasu. Mi smo imeli projekt za 15 megavatov elektrarno, pa so jo žal naši vrli petrolovci nekoč odklonili. Sončne fotonapetostne elektrarne je možno graditi postopoma. To je njihova velika prednost. Mi gradimo kilovat po kilovatu, kolikor imamo pač denarja, in moram reči, da rabimo najmanj 5000 megavatov, z letno proizvodno približno 5000 gigavatnih ur. Boste vprašali, kam jih bomo pa dali? Potrebna površina pri sedanji tehnologiji za namestitev teh 5000 megavatov moči je 30 do 40 kvadratnih kilometrov. Veliko. Ampak, če pogledamo, mi tukaj imamo, zdaj sem seštel, 13 000 gigavatnih ur, mi to lahko naredimo. 5000 gigavatnih ur sonca je možnih, kajti zazidane površine v Sloveniji obsegajo 571 kvadratnih kilometrov, ceste 212 kvadratnih kilometrov in železnica 21. Torej, da v teh 700 kvadratnih kilometrih ne bi mogli dobiti 40 kvadratnih metrov za distribuirano proizvodno, me ne bo nihče prepričal. Torej, površin nam ne manjka, ključna pa je izgradnja akumulacij in tehnologij za kemično akumulacijo sončne energije. Za vodik, za metan in metanol. Vodik ni gorivo, vodik je nosilec energije, odlična goriva sta pa metan in metanol z ogljikom iz biomase. To je seveda moja vizija za bodoči nacionalni energetski koncept in nam omogoča seveda marsikaj. Da ne boste rekli, da govorim na pamet, sem opravil tudi nekaj izračunov, ki so zelo na debelo narejeni, ampak so po mojem osebnem mnenju na varni strani. Pri sedanjih cenah je treba vlagati do leta 2050 90 milijard ali letno 1,25 milijarde za zamenjavo elektrike v moči dveh naših elektrarn, 2000 megavatov, in podobno je treba vlagati tudi v hidroelektrarne in akumulacije. Ali so vlaganja v infrastrukturo v višini 2,5 milijarde preveč ali premalo za oživitev naše ekonomije, morajo odgovoriti ekonomisti in sociologi. Namreč, ta vlaganja pomenijo letno vsaj 100 000 delovnih mest s letno plačo bruto 25 000 evrov. Mi bomo sicer nekaj uvažali, toda cilj tega sonaravnega energetskega koncepta, če ga dolgoročno postavimo, je tudi vzpostavitev celotne verige proizvodne, ki je potrebna, da se ta cilj doseže. V tem primeru se denar obrača doma in samo najnujnejši del, 15 do 20%, je potrebno kupiti zunaj. Seveda so obveze do Evropske skupnosti tukaj. 25% obnovljivih virov do 2020 pomeni, da jih moramo imeti 60 petadžulov, mi moramo že v naslednjih 6 letih podvojiti sedanjo rabo obnovljivih virov. Jaz ne vem, ali so se kolegi, ko so delali nov zakon, zavedali, kaj to pomeni. Kakšna številka je to in koliko dela in truda je treba, da se bo to zgodilo. Seveda je vprašanje, ali je to za Slovenijo ekonomično. Elektriko imamo že danes v celoti domačo. Rjavo, zeleno, črno. Toplotna zaščita stavb je posel, jaz sem to 10 let nazaj že ugotovil, za 10 000 delavcev skozi 10 let. Letni prihranek je najmanj 120 milijonov evrov na uvozu goriv in pokrije plačo delavcev za sanacijo stavb. Samo stvari je treba organizirati. Ni mogoče brezplačne ljudi, brezposelne plačevati doma in čakati, da bodo dobili službo. Mi moramo organizirati posel, kot smo imeli včasih brigade in smo vsi imeli delo. Pa ne mislim, da bi mogli v brigadah delati te zadeve. Namreč pomembno je, da mi povečamo obrat kapitala na domačem trgu zaradi porabe izolacijskih in gradbenih materialov, ki so domačega izvora. Mi evre, ki smo jih dobili za naše tolarje, ne obračamo dovolj hitro doma. Mi jih obračamo na dolgi rok in ker je obtok denarja premajhen, imamo negativno bilanco. Gradnja hidroelektrarn je vezana na domačo opremo,
to je število delavcev in v inženiringu in v industriji opreme znano, in to sem samo prepisal iz tistih, ki to poznajo. Seveda pa zelena elektrika omogoča uporabo vseh vrst toplotnih črpalk, ki nadalje zmanjšujejo uvoz fosilnih goriv, predvsem kurilnega olja. Toplotne črpalke v veliki meri delamo doma. Razen kompresorjev, ampak to je manjši strošek. In končno, proizvodna naprav za predelavo organskih odpadkov sintetičen dizel, naprimer za 200 litrov dizla na uro stane naprava 1 700 000. Če bi samo ne plačali našim kolegom iz tujine, ki so prišli ocenjevati našo banke in stresne teste delati za tistih 24 milijonov, bi mi naredili vsaj 15 takih tovarn za proizvodno biodizla in bi uporabili vse odpadke, ki jih imamo danes v gozdu. To je vprašanje, zakaj moramo mi plačati pregled naših bank. Mi smo svoj pregled naredili, če ga hoče Evropa imeti, ga ne pa plača. Seveda pa mi s tem sočasno rešimo tudi problem odlaganja organskih odpadkov po končani reciklaži. Vprašam se, ali lahko dvomite o ekonomičnosti take usmeritve. Mi imamo tudi socialne posledice. Kombinacija porazdeljene in centralne oskrbe z energijo s pametnim omrežjem bo spremenilo obnašanje dobaviteljev in uporabnikov. Energijska svoboda je pomembna iz nacionalnega in privatnega vidika. Mi ne smemo dovoliti energijske revščine. In končno energijska svoboda, če vključimo tudi hrano, je pa tudi osnovni pogoj za stabilno in resnično demokracijo. Lačen človek ne more zgajati demokracije. Nekaj besed o planiranju energetike v naseljih. Kolega Manišek je lepo povedal, kakšni so danes leki. Katastrofa, neuporabni, zato ker pravilnik za njihovo izdelavo ne zahteva izdelavo katastra stavb. In ko sem jaz predlagal uvedbo novih energijskih izkaznic na osnovi porabe, sem imel v mislih, da jih lahko delajo tudi dimnikarji, ki edini lahko vstopijo v stavbo, odčitajo moč kotla, pogledajo moč naprave in seveda tudi vprašajo po površini objekta. In po površini in po porabi energije za zadnja 3 leta, to se šteje, deli in dobi energijsko izkaznico. Da pa mora energijska izkaznica imeti tudi navodilo, kaj mora človek narediti, če ima slabo hišo. Ja, oprostite, kaj pa lahko naredi, če jaz natančno zračunam na 100 vatov, koliko on potrebuje, ali pa če imam jaz številko in ugotovim, da potrebuje 150 kWh na kvadratni meter. V prvem primeru bom jaz plačal 170 €, zdaj po ta novem ali mogoče več. V drugem imam pa podatek, ki ga lahko dam v energetski plan in vsi bodo vedeli v leku, koliko jaz rabim, kje se to rabi, kakšna je emisija, kakšna moč naprave je in tudi kakšna je starost ogrevalne naprave. Mi bi s cenenimi energijskimi izkaznicami dobili fantastičen podatek za izdelavo lokalnih energetskih konceptov. Vendar na ministrstvu slabo slišijo na desno uho. In seveda, jaz bi rekel tudi nekaj še, kar je zelo pomembno, uporaba sprejemnikov sončne energije je v Sloveniji močno podcenjena. Mi smo bili prvi v Južni Evropi po proizvodnji sprejemnikov sončne energije. Danes imamo komaj eno tovarno, ki komaj kaj dela. Ampak izkoristek sprejemnikov sončne energije je 40–50%, fotovoltaike pa 14%. In mislim, da lahko najprvo toploto nadomestimo na drug način, kot jo danes. O cenah ne bom govoril, ker so praktično take, da je danes elektrika v gospodinstvih že enaka ceni s fotovoltaike, pač pa bi zaključil s tole sliko, s tem najprvo. In bi samo rekel nekaj. Predlagani so naravni energetski sistem predstavlja eno izmed možnih rešitev. Ker je osnovan na sončni elektriki, na biomasi kot surovini za metan in metanol, predstavlja dolgoročno rešitev brez omejitev rabe energije. Ko bomo mi teh tehnologij osvojili, ni več problem učinkovite rabe energije. Prednosti so pa seveda v uporabi obstoječe infrastrukture in tehnološko znanih naprav za pretvarjanje in v sožitju s sedanjim energetskim sistemom. Nobenega procesa ni treba na nov izumiti, vse imamo in vsi so že tehnološko in industrijsko preizkušeni.
In na koncu naš cilj mora biti družba s kroženjem ogljika in ne nizkoogljična družba. Ko ljudje govorijo o nizkoogljični družbi, tudi Evropa, jaz sem jih na to opozoril, mislijo o ogljiku iz fosilnih goriv. To, da naše telo je polno ogljika, brez ogljika ni življenja, to se pravi, mi moramo zagotoviti kroženje ogljika in ni slučajno, da imamo sedaj novo ekonomsko teorijo, ki jo imenujejo circular economy ali krožeča ekonomija. Koincidenca je, krožeči ogljik je tisto, kar moramo storiti. Hvala lepa za pozornost in bom vesel vsake pripombe.